Moje ime je Vida Drame Orožim, sem specialistka nevrologije in psihiatrije. Ta zakon se mi zdi tak, kot da bi z svilenimi in čipkastimi rokavicami pomivali blato. Sliši se to zelo lepo, ampak na koncu so rokavice popolnoma umazane. Blato pa ostaja. Jaz bom rekla takole, meni ta formulacija ni všeč, ker je zavita v nek celofan papir, tako da darilo izgleda lepše. Jaz bi rekla pomoč pri samomoru. Ta zakon je sicer uveljavljen nekje po svetu in se zelo trudijo, da bi se tudi pri nas uveljavil, ampak moje mnenje je tako. Dva velika misleca, Mahatma Gandhi in Dalaj Lama, sta dejala, da življenje vsakogar je dobrina, ko se rodi, je naprej določeno in tudi določeno je, kdaj umre, in v ta proces življenja posameznika nihče drug nima pravice posegati. Vloga zdravnika pri tem zakonu je očitno prisiljena, ker po mojem mnenju zdravnik v sami osnovni Hipokratovi zaprisegi je zaprisežen življenju, pomagati ljudem, da čim lažje preživijo svoje stiske, bolezni in tako dalje, ne pa, da se celo ljudi na to nagovarja. Treba je ljudem pomagati pri premagovanju svojih težav, pri premagovanju bolečin in bolezni. To danes zmoremo. Treba bi bilo na področju paliative napraviti mnogo več kot se, tako da to področje bi morali postaviti na prvo mesto. Paliativo. Jaz sem vodila mojega moža v procesu demence 20 let in če ne bi imel mene, zagotovo toliko časa ne bi živel. In moram reči, da sva se poslovila z njegovo polnovednostjo, ker je imel neko posebno obliko demence, da me je prepoznal še proti koncu bolezni, tik pred smrtjo, in se je tudi odzival na moja vprašanja z mežikanjem. En mežik ja, dva mežika ne. Vse je razumel brezhibno. In mi je zelo težko obmisli, da bi se morala recimo pri taki stvari pogovarjati o tem, da se njegovo življenje konča. Naj se konča naravno, ne pa z neko pomočjo.